Zelo pomembno je, da naročniki, preden pričnejo samo pripravo na neko javno naročilo, natančno raziščejo trg oziroma opredelijo svoje potrebe. Mogoče, če je primerno, izvedejo tudi strokovni dialog, da pač na nek način obvestijo tudi potencialne ponudnike oziroma da preverijo, kaj na trgu dejansko obstaja. Pomembno tudi za samo izvedbo javnega naročila je, da pravilno ocenijo ocenjeno vrednost tega javnega naročila, da lahko pravilno določijo mesto objave in pa tudi kater postopek bodo izvedli. In pa zelo pomembno je verjetno tudi, predvsem mogoče tudi v primeru naročanja živil, da pravilno oblikujejo sklope, zato da bodo potencialno mogoče lahko upoštevali tudi 5. odstavek 73. člena Zakona o javnem naročanju, ki govori o tako imenovanih izločenih sklopih oziroma o načelu kratkih dobavnih verig, s čimer se mogoče lahko v nekaterih segmentih malo olajša naročnikom samo javno naročilo. Novosti bi predvsem tukaj omenil dve. To gre na povečanje deleža ekološke hrane, ko ga javni naročnik mora upoštevati pri naročanju javne hrane, vendar gre tudi za kar dolgo prehodno obdobje. Se pravi, 3 leta, na prve 3 leta velja še sedanjih 10%, po 3 letih se poveča delež na 12%, s 1. januarjem 2024 pa pridemo na 15% ekološke hrane. Druga novost je pa predvsem ta, da so kot okoljsko manj obremenjujoče priznane tudi ostale sheme, tudi druge sheme kakovosti. Če tukaj izpostavim predvsem dve kot primera, shema integrirani in pa shema izbrana kakovost. Tudi za te sheme so prepoznani, da so okoljsko manj obremenjujoče in naj bi delež teh shem, ostalih shem kakovosti, tudi ne samo teh dveh, pač pa ostalih shem kakovosti znašal 15% javnega naročila. Lansko leto, konec meseca novembra, smo vsem javnim zavodom poslali geslo in pa tudi identifikacijsko številko za vstop v ta spletni katalog. Prednost tega kataloga je, da lahko zelo hitro izberejo živila, ki jih potrebujejo, in pa znotraj kategorije oblikujejo sklope. To, za kar so včasih potrebovali skoraj pol leta dela, jim zdaj omogočimo v zelo kratkem času. Zgodovina teh podatkov se ves čas hranjuje, tako da naslednjič, ko se ponovno vračajo oziroma pripravljajo javno naročilo, dobijo svoje staro naročilo, ki jim služi podlaga za oblikovanje novega. Prehrana oziroma način prehranjevanja se je v 20 letih moje kariere precej spremenil. Način družinskega življenja, se pravi to hitenje, priprava obrokov je, bom rekla, malo zapostavljena. Mi sicer v vrtcu se trudimo, da ohranjamo to tradicionalno slovensko prehrano. Moram reči, da ti otroci, ki vstopajo z 11 meseci, pri 5 letih nimajo težave pojesti neko joto ali pa matevža, ker so ga iz vrtca vajeni. Starši so sicer veseli, nas v tem podpirajo, ker vejo, da imajo tudi sami časovno stisko. Želimo povedati, pokazati, kaj imamo, kaj lahko naredimo, kaj zmoremo skupaj z vsemi našimi kmeti, ki so istočasno tudi našimi lastniki. Želimo si pa predvsem to, da bi v šole, v vrtce in vse javne ustanove prišlo čim več slovenske hrane, saj to jemo mi, Slovenci, in jemo svojo hrano, ne tuje. Posledično bomo skozi to tudi bolj zdravi. In ne nazadnje bomo zagotavljali tudi sami sebi oziroma svojim ljudem pomemben zaslužek, iz katerega bodo lahko nekateri otroci šli na morje, ki sedaj ne morejo iti, ker bodo nekateri odrasli lahko šli na določeno izobraževanje, ki sedaj ne morejo iti, vendar samo skupaj lahko to naredimo, pa želeti si moramo.